lesena škatlica. Udobno se namesti, nato pa mirno in zbrano prisluhnite zgodbi o princesi Iris in prav posebni leseni škatlici, ki je njeno srce napolnila s sanjami o angelih. Zapri oči ter si predstavljaj čudovito palačo, kjer je živela princesa Iris. Princesa je bila zelo priljubljena. Bila je prijazna, zabavna in bistra. Vsi princi sosednjih dežel so jo želeli za ženo. Zato se je nekega dne njen oče domislil izziva zanje. Tisti, ki bo princesi Iris prinesel darilo, ki jo bo osrečevalo leto dni, se bo smel poročiti z njo, je razglasil kralj Julij. To bo najprimernejši mož za mojo hčer. Prav kmalu so veliko dvorano do vrha napolnila darila. Princesa ni smela vedeti, kdo jih pošilja, da ne bi goljufala. Med darili je bilo 365 bombonjer, ena za vsak dan v letu. Zlato ogledalo, kanarček v kletki, srebrna piščal, najredkejša orhideja na svetu ter polna vedra draguljev. Prav tako pa je bila tam prazna lesena škatlica. Princesa Iris se je kmalu naveličala pralin, ogledala in dragulji ji niso bili mar. Kanarček se je zasmilil, zato ga je spustila na prostost. Na piščalko ni znala igrati in na orhideje je bila alergična. Eno samo darilo jo je očaralo, mala lesena škatlica. Povsod jo je nosila s sabo. Tu in tam je pokukala vanjo. Včasih se je nasmehnila, spet drugič zasmejala ali pa si je na obraz zarisala žalost. Le kaj na svetu vidi v tej stvari, se je spraševal kralj Julij. Saj je vendar prazna. V bližini je stal lakaj Karl. Vedel je, kaj je tisto, kar princesa vidi v škatlici, a je molčal. Očitno je škatlo poslal bogat princ, je zatrdil kraljev svetovalec. Če je Iris privolil poroko z njim, bo poskrbel, da bo škatla vedno polna zlata. Pazite, to je darilo hudobnega coprnika, je svaril dvorni zdravnik. Škatla ji bo ukradla dih. Gotovo jo je poslal kakšen slepar, se je hihital dvorni norček. Eksplodirala bo in zasmrdila prostor z vonjem po gnilih jajcih. Karl
je vedno molčal. Ko je minilo leto, je kralj Julij dal poklicati tistega, ki je podaril škatlico. Dajem ti roko svoje hčere, je rekel. Nihče ni opazil Karla, da je stopil preden. Nihče razen Iris. Kar daj, mu je zašepetala. Toda Karel se ni upal spregovoriti. Bil je le služabnik. Potem se je Iris nasmehnila in to mu je vlilo pogum. Bila je lepa kot angel, polna veselja in ljubezni. Karel se je odkašljal in se priklonil kralju. Jaz sem prinesel leseno škatlico. Ti, je vzkliknil kralj. Čemu tako nenavadno darilo? Nisem premogel denarja za kaj dragocenega, je pojasnil Karel. Ker je bila škatla prazna, sem upal, da si bo princesa Iris v njej lahko predstavljala vse, kar bi si želela. Predstavljala sem si jo polno sanj o angelih, se je nasmehnila Iris. Sanj o pustolovščini, o hrepenenju, o upanju. Prijela je Karla za roko in mu jo poljubila, pa tudi ljubezni. Tako sta se lakaj in princesa poročila. Predstavljam si, da sta bila zelo srečna. Kaj pa ti misliš? Afirmacije. Angeli nam lahko pomagajo, da na krilih domišljije še tako vsakdanja stvar postane vznemirljiva. Včasih so lahko najpreprostejša darila najboljša. V sebi moramo najti pogum, da sledimo svojemu srcu in pokažemo čustva tudi, ko se bojimo.